V prvem servisu tretjega srečanja ki je bil uspešen. Jean je povedal proti Drinkersom. Ali bo Drinkersi spili ta Jean danes? To je danes vprašanje. Izgleda, da je doza močna, upajmo, da ne premočna. Drinkersi so že povedali. Pardon, Jean je že povedal. In to celo 2-0. Ja, Ilko! Ajde! Ide, Rokica! In prva točka za Drinkerse po uvodnem, bom rekel, na leto Gina. In že druga točka, vračajo se, vračajo. Medtem se na modnem terenu še vedno dogovarjajo, ali bi odigrali odbojko, ali bi vrteli ruleto. In zgodila se je tudi prva točka na modrem terenu. Izgledalo je preprosto, verjemite, da to ni tako. Drinkersi pa preobrat, delni rezultat 5-0. Dallas Drinkers vse, kar je na te zgleda, da gre v te preobrate, pa počakajmo do konca srečanja, da vidimo, če to drži. In 6. točka. Kratkega, prosim. Pa malo tonika zraven. Ja, to je ta udarec. To je poročilo za vse besede te druge publike in tiste ljubonske na TV ekrani. Ivan, napni gor, nart. Svet se pa nart napni. Ni gor, se lahko.
Drinkers, time out. Moćno. Svega, prijem, čim bom njo, čim manj premišljam, što ne se daje. Kaj naš Toni, Mark, pa to? In še ena točka za Velenčanje. Table vlaš, moja torbo vem, v prvi zbom predal, vse se predavlja, da je v zvezi. Prav, odbojkarsko društvo, klub. Ja. Izkušnje, rutina, taktika, kaj vse bi lahko naštevali za vodeče ekipo na modrem terenu. Nard nema škona. Izredno lep zaključek. Na rdečem terenu pa zopet neugodno poškodb. Upajmo, da bo vse v redu. Če pa kreme, to potak. Kjer posodi igral? Ali pa če dvojke odigral? Prosim organizatorja za posvet na rdečem terenu. Imamo kako igralko, da lahko... Peta samo je Če Kira punca še tule ostala. Vedno mikrofon ne pove. Dvojka. Sama igrama. Dobar, če sama igrata, lahko sam... Če je Ilč, a je Krč? Ne bi rekel, da je Krč, da je bolj kedljiva, kot ti prepolna. Čišče, da je niso zrejni. Gremo tam. In sedaj izgleda, da se bo četrtfinale na rdečem terenu nadaljevalo 2-3. Prijet, gledam ti te. Izredni udarec za četrtfinale, ki je izgubila igralko. Aj tam je svet odigral.
In prva točka za požrtvovalna junaka, ki sta ostala na terenu. Rezultat je 5-8. Sami so nas upozorili, da imamo vodo zaveden, da se iz iste skupine dvakrat ne morate iste sreče, da greta ljubenice, grejo dol, da se srečajo. Izgleda, da se je pripravil tehnični kratki razporedom, ki smo ga ravno kar popravili. In prva žoga za Vojdringer se je na rdečem terenu proti oslabljenemu Džinu. Nije pa znao spajse da bi vlali pohod. In ta točka je zaključena. Vodstvo Vojdringersov 1-0 proti Džinu. Podobno pa tudi na drugi strani zaključek seta. In na modrem terenu je prvi set bila Stara Naveza z rezultatom 15-10. Wow, 3-1 vodita Džinovca.
Izgleda, da ste se prilagodila na nov sistem, novo igro. Tako so tebe zadnje lože problematične, ne? To vremanje, ko si ti rekel, po mojem ni, da so že vse malo skoro. Nekaj se pa veseli. Ne, on ti dalje na meni, ko se ni pešla iz avta. Ajde, Fanta! Spodimo. Ajde, Fanta, ajde, čekam. Ajde, Fanta, ajde! Tako je, posliči Mitija, žila, stisni Riko! Ajde, Fanta, ajde! No! Mata, ajde! Fanta še vedno v vodstvu 6-4, bravo! Blokout za vodstvo 9-4, stara naveza gre proti zmagi. In od mreže v polje, tudi sreča je na njihovi strani. Kakšna lepa točka.
Ajmo, Grgi, ajmo, Grgi! Ajde, Fanta, ajde! Izredno lepo popravljena prejšnja napaka, lep udarec in za 13. točko, 2 točki do polfinala je udarjena Stara Naveza. In to je prva točka, močno po sredini za rezultat 14:6. Na drugi strani pa Fanta še vedno blizu 2:3. Je v polju 9:10 je v rezultatu. In odličen udarec. 10:10. Čestitke, Stara Naveza, uspelo se je prebiti v polfinale turnirja za veliko nagrado Trebolja. Poražencem pa se zahvaljujemo za udeležbo in dober boj in jih pozdravljamo, če na naslednjem turnirju, ukolikor se odločijo, da poskusijo ponovno. Umetniški vložek. Za vse poražence in vse zmagovalce pomembno obvestilo, nagrade prejmejo vsi, ki so se uvrstili v play-off, torej v četrtfinala, tako da počakajte še, da prejmete te nagrade, preden razmišljate o tem, da bi zapustili to prelepo prizorišče. In to je izenačenje na rdečem terenu. Bravo, Fanta! Ta je bila pa upajka težka. Ne Dabanović, ne Mešanović, ne Oblak ne bi rešil te žoge. In to je medžoga za Drinkerje. In
To je konec srečanja tudi v drugem četrtfinalu. Zmaga Drinkersov, ki so se uvrstili v polfinale in se bodo udarili z Stormo. Ljubljenice pa se bodo srečale z Staro Navezo. Sedaj pa kratka pauza.